Letos Frisk prirejamo že petič. Nekako vsako leto poskušamo najti neko rdečo nit festivala, letos so to mobilne tehnologije. Danes pripravljamo predvsem delavnice, predavanje in okroglo mizo na temo mobilnih tehnologij, kot že rečeno. Tukaj se bomo predvsem posvetili mobilnim napravam kot neki platformi za razvijanje novih poslovnih priložnosti. Jutrišnji dan, torej drugi dan festivala, bo potekal predvsem v znamenju računalniške varnosti in pa odgovornosti na spletu. Mislim, da si lahko vsi tako strokovnjaki, kot tudi tisti, ki imajo nekoliko manj računalniškega znanja, našli na festivalu neke vsebine, ki jim bodo pogodu. Letos ste prvič podelili tudi nagrado za najboljše diplomsko delo. Nekako smo si zadali, da bi poskušali najti dejansko tisto najbolj kvalitetno diplomsko nalogo iz lokalnega območja, torej študentov iz lokalnega območja na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Mislim, da odziv je bil vsekakor nad pričakovanji, tudi sama kakovost prispelih nalog je po mnenju komisije bila zelo dobra oziroma zelo visoka, tako da mislim, da ni strahu, da tudi naslednje leto se ne bi kaj takega ponovilo. V mojem diplomskem delu sem preučeval povezavo med semantičnim spletom in socialnimi omrežji. To sem tudi teoretično malo preučil in seveda naredil tudi praktičen primer, spletno storitev iskanja priporočil, ki je uporabljala ta dva koncepta. Kakšna so vaša pričakovanja letos tukaj glede festivala Frisk? Jaz menim, da bo ta festival letos skoraj zanimiv, predvsem ker se ukvarja letos osredotočenje na mobilne tehnologije, kar seveda vidimo, da je prihodnost. Sedaj nadaljevanje študija ali kakšne ambicije imate za prihodnost? Trenutno sem se odločil za nadaljevanje študija, sem tudi zaposlen, sem sprejel službo na fakulteti, Mariborski fakulteti FERI, tako da bom kar nadaljeval za študijem. Regija sigurno premore kar nekaj tehnološkega znanja, ima že tudi preteklost, kar se tega tiče zelo dobro. Predvsem podjetje Mura, ki je zadnje leta seveda nekoliko težki situaciji, je v preteklosti, še v časih Jugoslavije, slovela kot eno izmed vodilnih podjetij na tem področju, torej njihov računalniški center je bil eden izmed bolj naprednih. Kar se tiče podpore regije, moram povedati, da tu občine, torej lokalne skupnosti, predvsem Mursko-Soboška, nam precej gre nasproti, nam nekoliko tudi sofinancira s pomočjo razpisov, tako da mislim, da ni razloga, da bi šli nekam drugam. Edini pač razlog, zaradi katerega bi morda nekdo lahko pomislil na to, da bi recimo prireditev selili v Maribor ali pa Ljubljana, je to, da je pač bliže centru Slovenije. Vsekakor bi potem prišli lažje do kakšnih sogovornikov, ki imajo pogosto izgovor, da je Murska Sobota vseeno, tudi kljub temu, da je zdaj povezana z avtocesto, da je daleč uro pa pol iz Ljubljane, da se je treba peljati ne vem kaj še vse. Ampak mislim, da naš cilj, naša ideja je to, da en tak festival mora biti izven Ljubljane, torej izven centra Slovenije, ker konec koncev s tem pripomoremo k temu, da bo Prekmurje oziroma celotna regija nekako čim prej šla iz te krize, iz te situacije, v kateri se je znašla. Letos na Frisku muzej računalniške opreme. Muzej je tradicionalen, že pred 5 leti smo prvič odprli ta muzej in hočemo z našim mladim generacijam pokazati računalniški razvoj od leta 1970 pa nekje do leta 2000, tako da spoznajo računalniško opremo iz tega obdobja. Povabljeni so vsi obiskovalci Friska in pa tudi pomurske šole, osnovne šole, srednje šole, da si razstavo ogledajo, saj so tu eksponati, ki jih je težko najti nekje doma, lahko jih vidimo mogoče nekje na spletu, s tem je pa tudi konec s tem. Vse te računalnike smo probali usposobiti, da so operativni, vsaj toliko, da se prižgejo in prikažejo osnovne funkcije. V sami zbirki so prikazani, se pravi ZX, Spectrum, Commodore 64, Amiga, Atari, Macintosh, Mac, prvi IBM XT, prvi prenosni IBM XT, prvi laptop, prvi ThinkPad. Zbirka je moja last. Iz vsakega obdobja sem nekje ohranil prezentni model računalnika. Pred 5 leti sem pa zbirko podaril Pokrajinskemu muzeju v Murski Soboti in eksponati so hranjeni in shranjeni za bodoče rodove. Tale trdi disk je iz računalniškega centra Mura, kjer sem bil zaposlen v 70. in 80. letih.
ta disk je velikosti 1 gigabajt. Naj povem, da v omari, ki je bila velika približno meter krat meter, 2 metra višine, v tej omari sta bila 2 takšna diska. Cena takšnega diska je bila $140,000. In lahko si predstavljam, kdo se je v tistem času lahko ukvarjal z računalništvom. Le profesionalci, ki smo delali v računskih centrih, saj so ti sistemi stali nekaj milijonov evrov.